Takole, kot sem obljubil, da bomo odpakirali dron, z besedo dron, ki jo zasluži. Uniq Typhoon H. Nič, gremo kar na delo. Seveda, moj pes mora biti obvezno zraven, če ne bo to katastrofa. Takole. Takole je tole zapakirano. Ta pakonga služi tudi za transport drona oziroma nošenje drona. Takole izgleda zadevca zapakirana. Občutek velikosti večje kot moja roka je glava drona. Takole zadevca ni tako enostavna za ven dati. Se bomo zdaj potrudili, da bomo to ven dobili nekako celo. Takole, evo ga. Evo ga, tole bomo odstranili. Takole. To je to. To je ta prekrasni dronček. Uniq Typhoon H serija. Zanimiva stvarca. Odločil sem se med Typhoonom pa Phantomom, pa tudi Mavericka sem gledal. Kaj me je prepričalo, sem tega vzel? Me je prepričalo ene par stvari, ki jih bom pokazal. Tole je baterija, pol kilce tu nekje. Edina napaka na teh baterijah je, nima zaščitnega indikatorja za samo praznjenje in polnjenje. To pomeni, ko je baterija polna, cirka slabe 2 uri se polne, jo morate fizično odstraniti. To pomeni, pozabite na ono foro, dam filat, pa ko prijem domov, bom že izklopil. Ne, to ne bo šlo. Tu ne bo šlo to. Ne bo šlo. Tukaj noter so klopirčki, če se ne motim. A ne, pardon, se motim. Tukaj noter je trakec za komando, polnilci, avtopolnilec, polnilec na 220, pa še ene par priključkov zraven. Takole. Dali nazaj, tule so klopelerčki. Klopelerček je velik, precej velik. Če bi zdaj dali tale osran Sonyjev daljinc za Blu-ray, primerjava, ni majhno, ne? Ni majhno. Tale krogec na enih je bel, na enih je črn, to pomeni, na katere lise pride. Se mora zložiti po barvah. To ga bomo dali nazaj noter. Bomo dali nazaj v škatlo. Da povem, jaz to prvič odpiram. Tlele noter je tudi nekaj. Tlele noter je tudi nekaj. Gazica, spominska kartica, napajalni kabel za računalnik oziroma za polnjenje komande. Takole bomo dali tukaj noter.
Tole je polnilec za baterijo. Takle izgleda približno. Tu se všteka 220, tu noter se da baterija, tu se pa kabel priklopi za komando. Grobo opisano, pa bolj točno tudi ne gre. Zdaj, kaj mene dejansko najbolj fasciniralo, je tole. Tole je zaščita, hecam se. Sicer je zaščita za komando, ampak to me ni fasciniralo. Fasciniralo me je nekaj druga, kar je povezano s tem, dejansko. No, moraš pa to malo pravo čorti, pa vsega. Tole me je fasciniralo, kar bom zdaj ven potegnil. Zakaj sem se dejansko odločil za ta dron. Kaj si se malo odmaknil. Tole je komanda. Komanda že ima integriran zaslon, tako da ne rabite ASIS, da ne rabite montirati nobenega telefona gor. Imam dve anteni, lepo, en kup komand, to še raziskujem, malo po navodilih, malo po YouTubu. To sem že izvedel, da rabi dobro minuto, da se skonekta komanda pa dron. To, kar bi jaz temu rekel. Lahko da je dolgo, lahko da ni. Vse ni čudno, če ima Intel noter. Intel Inside. Rabi pol nekaj cajta, dela preko Wi-Fi-ja. Oddaja sliko na daljavi kilometer 300, kilometer 600, kar pomeni, da je tudi voden na tej daljavi, se pravi kilometer pa pol ga lahko spustite, oziroma ga bom spustil in se malce poigral z njim. Takole, da bomo to dali nazaj noter. Probali nekaj noter nazaj dati. Tu so noter navodila, varnostna opozorila, ne, takle gre. Ne more iti drugače. Ali pa tudi ne. Zdaj bomo tole malo čare, takle. Takle gre, ima polno takih občutljivih gumbekov, tako da treba ahtati. No, pa tudi ga probali ven spipati. Nekaj ven dobiti. Kot pravim, jaz to še nisem delal ven. Tako da se bomo probali zdaj potruditi. Aha, tolega bremza. Pa tolega bremza. Da bi pa mogel iti ven. Po moje. Aha, tolega še baterija bremza, PM-tiš. Možeš vse ven dati. Aha, evo ga. Evo, zverinco. Zverinco, tole bomo nazaj noter dali, da se ne bomo zdaj nekaj prekucavali. Takole. Takole. To je ta dronček. Ta dronček, se lahko rečem dronček, to je dron. Dron, rokice se takle gor dajo, propelečki se montirajo. Da povem prej, kaj sem omenil pri tistih propelerjih. Tule je črn čepek, tule je pa bel čepek. In tam, ko ima propeler črno na vrhu, tisti krogec je pač na črno gre, tam, ko ima pa beli krogec, gre pa na belo. To je zaradi smeri vrtenja. Tole se pritisne noter, se zloži. Takole enostavno. Zraven je kamera, se vidite, da je še zaščita gor. Ta kamera se vrti 360 stopinj v nedogled, če hočete. Tule ima sonarje, zvočne sonarje za zaznavanje ovir. Tule ima pristajalne nogice, oziroma pristajalne nogice. Ko ga enkrat dvignete v zrak, se te nogice zložijo gor. Tako da ta kamera, ko se vrti 360 stopinj, ne ovira posnetka
navirajo nogice tega posnetka, ki se zloži na gor. Tole so karbonska vlakna, plastika je dosti kompaktna, kvalitetna, dobro narejeno. Takole, tlele je vhod za baterijo, tukaj noter. Se pravi, ja, bo kar držalo po onih statističnih opisih, da bi znal imeti okoli 2 kg tale dron. Ima 6 propelerjev oziroma 6 elis, kar mu še omogoča večjo stabilnost. Zdaj, če ga pogledamo brez elise, če odpremo vse nogice, Asis Belbek. Takole, evo ga. Dron zgleda nekako takole velik, brez propelerjev. Brez propelerčkov zgleda takole velik. Gromozansko, tale, ko sem rekel, oba, tale so sonarji, zvočni, tale se pržge, tale je kamera, ko se vrti okoli, sam zdaj zaščita gor, se samo dol potegne. Ja, ljudje božji, to je dron in temu se reče dron. Takole, zdaj smo ga odpakirali, zdaj ga bomo nazaj zložili. Zakaj to vem, kako se to zloži? Zato, ko sem na YouTubeu že 10-krat, 15-krat